dobro sploh nisem snemala. Dobrodošli nazaj na mojem kanalu, lepo vas je spet videti. Snemam en dan po božiču, torej 26. verjetno tudi objavim 26. in ja, to pomeni, da primerno temu me boli trebuh in sem sita, ker je bilo to hrane. Snemam video, katerega nismo izglasovali zaradi tega, ker je že del mojega seznama videov, sicer nov del nadaljevanja 30 Amazing Facts, itak vidite vse naslovu, tako da danes je tretji del, gremo čimprej v fakte, ker nimam pojma, kako imam baterije danes. Čeprav še dobro pomislim, mogoče je še ena stvar, ki hočem omeniti, ker je res mi pomembna. Že kar dolg časa, oziroma zadnje mesece se je majčkeno spremenil moj odnos do YouTubea. Ne vem, kaj točno se je zgodilo, ampak nekako prej sem bila tako, ok, imam ljudi, ki me imajo radi, pač vas, ki me spremljate, ki toliko lepih komentarjev, ki me uživo vidite, ki me objemate, ki me res hočete objeti, toliko lepo. V glavnem, bolj in bolj se zavedaš, da ta številka, ne vem, 30.000, 20.000, ki se pojavlja, ne vem, Instagram, YouTube, to je številka, ki pomeni ljudi in ki pomeni veliko število ljudi, ki te imajo res radi. Moram se otresti, da jaz hočem imeti svoj community, svojo družinco. Z tega, da je fajn, da nas povežemo v neko celoto, nekaj, kar nas združuje, da ni samo moje ime Alenka Trogolič, ampak da je dejansko nek simbol, tako kot država, ki ima simbol grb pa zastavo. Ampak da pri nas ne bo simbol grb pa zastavo, ampak bo pa logo, katerega sem da danes narišem, zrišem, končam. Vse bom sama naredila, ker sem vedno vse sama naredila. Cel ta kanal, malo se lahko pohvalim, sem vedno sama naredila, sama sem montirala, sama sem snemala, sama sem scenarij pisala. Razen tega, da je bil kdaj kolab, sem vse naredila sama. Tako bo nastal tudi ta moj logo in ta logo, jaz upam, da ga vzamete zase, ker ne bo samo nekaj, kar predstavlja mene, ampak bo nekaj, kar predstavlja nas, vse nas. Kar malo čustveno. Tako da, če ga ne predstavim v naslednjem videu, ga predstavim z novim letom, torej prvi video v novem letu, ker hočem. Upam, da se boste vsi lahko poistovetili z njim, tudi če bo enkrat na pavštru, če bo enkrat na majici, če bo na skodelci, če bo merch iz tega, da bo nekaj, kot te vi s ponosom nosili. Ok, with that said, gremo v video! Dejstvo številka 1. Originalne pomaranče in mandarine bi mogle biti dejansko zelene. So bili neki hibridi pomela in mandarine. Pomela je ono ogromna žoga, ki ima več lupine kot mesa. V bistvu pa tudi pomaranče in mandarine, ki jih gojijo v toplejših delih sveta, kot so Vietnam in Tajska, ostanejo zelene celo življenje. Površina Rusije kot države ima večjo površino kot cel planet Pluton. Čakaj, Pluton zdaj še priznan za planet ali ne? Tega res ne spremljam, že parkrat v videu je prišlo do tega. Komentirajte, kdor ve. Tako angleški kot arabski zgodovinski pisni viri so pričali o tem, da naj bi lokostrelci lahko ustrelili puščico tako, da bi zakrivila okrog nekega predmeta in zadela drug predmet. To ste mogoče, mislim, da sem videla to eni risanki v filmu, najbrž šlo v filmu, ampak to ni nekaj, kar je v filmu, to je nekaj, kar se dejansko da zgoditi, potem so to ljudje začeli tudi kasneje prakticirati, šele ko so prebrali, da se to da, in so začeli biti dobri v tem. In v bistvu obstajajo variante, ko so lokostrelci tako precizno dobro ustrelili, da so ustrelili, da je puščica obvila nek predmet 180 stopinj in zadela predmet direktno z tem predmetom, tako da, what? Ok, četrtič. V Romuniji so odkrili ostanke nekih prazgodovinskih izjemnih zveri, pazi, na koga ta zver spominja. Namreč visoka, ker neke vrste ne bi bil ptič, visok kot današnja žirafa, ampak razpon kril, naj bi imel pa kot 33 metrski razpon aviona, basically, pač 33 metrov, ne vem, kaj kompliciram. Nekaj vas tu spomne na zmaja, pač zgleda mogoče bolj kot leteči dinozaur, ok, ampak še vedno, it was basically a dragon, which is awesome. Ok, tale stavba je izjemna iz tega razloga, ker lahko zahod iz nje vidiš dvakrat, namreč najprej iz spodna in potem, če se odločiš iti gor z dvigalom, lahko zahod gledaš še enkrat. Se pravi, dol ga gledaš, potone, greš gor, še enkrat potone, ker je toliko freaking visoka. Šesta točka je meni amazing, taka sassy, I don't know, glavna angleška kraljica je itak special case scenario, ampak ona ima v rokah torbico, ki je dejansko pripomoček za sporazumevanje svojo služinčadjo, pa svojimi sodelavci, whatever. Ona s to torbico lahko sporoči svojim podrejenim, kako želi naprej komunicirati z osebo, s katero klepeta. Naprimer, da gre za eno osebo, s katero se je svoje zmenila in noče več klepetati,
preprosto premakne torbico iz ene roke v drugo in to pomeni, da v njej lahko počasi zaključi ta pogovor, ker ga ima dost. Če hoče nemudoma zaključi ta pogovor, se pravi nikakor ni več kul ali všeč, pa preprosto odloži torbico na tla. 7. A veste, to so nekatere pasme živali danes, da ne govorim tudi valjda rastline, nekaj, kar nikoli prej ni obstajalo, nekaj, kar ni zraslo samo od sebe, nekaj, kar smo mi shibridirali skupaj, to najbrž ni beseda, whatever. Isto velja za brokoli. Brokoli ni neka zelenava, kot nekdaj raste, brokoli je nekaj, kar smo ljudje umetno kind of ustvarjali, ker je nek hibrid z divjim zeljem, torej, 8. moški moji dragi, sorry, ampak originalno ste pete nosili prav moški, namreč tam Perzijski imperij, če sem prav razumela, ampak ja, ne vas potolažim, niste jih imeli zaradi tega, da bi izgledali fancy, ampak zaradi tega, da so se lepo zateknili, ko ste jahali konja, da so se noter zateknili. V glavnem, še kasneje potem itak slišite moške, ki imajo pete pa klokotajo ali pa ne vem, kaj ste plešajo. V veliko primerih so pete, v tem primeru so bile precej visoke pete. Skratka, originalno izvirajo iz moških, ne od žensk. 9. Tukaj se bojo mogoče nekateri pomirili in bojo lažje sprejeli, da uporabljamo kratice OMG, BRB, TJT, whatever. Ker tu ni nekaj spet toliko svežega, namreč kratica OMG, torej oh my god, oh moj bog, izvira iz leta 1917, ko je bilo napisano pismo ne vem od koga, ampak Winstonu Churchillu. In namreč pokojen admiral britanske mornarice je napisal: slišim, da se razvija nek nov vrstni viteški red in na koncu o.m.g. in potem oklepajo oh my god, kao takrat je mogo še razložiti, kaj to pomeni, ker tega še noben ni uporabljal, tako da what? Arašidi, orehi, mandlji in pistacije, sem mogla prebrati, da nekaj pozabljam, niso uvrščeni kot oreščki, ampak kot semena. Tako naj bi jih opredelili zaradi tega, ker naj bi imeli lupino, ko je treba najprej olupati, se pravi neke vrste kot, kaj jaz vem, suho sadje. V glavnem ne vem, točen nima veze, je pa fun fact, povejte to doma staršim, po mojem ful zabavano. Armadillo, upam, da ga vsi poznate, to je ta zverinca, ima toliko močen oklep, da v bistvu, če ga ustreliš v načini, kjer se krogla gladko odbije, dejansko mošmo, ko je to poskusil prav prvoščem, namreč ustrelil ga je in krogla se je odbila in ga je zadela v čeljust, pač preživel je pa vse, ampak model why the heck would you shoot that little guy? Leto 1960, to naj bi bil čas, ko je bila napetost med Havano in Washingtonom, Jesus Christ, najvišja, in takrat naj bi ameriški satelit na Kubi padel dol in ubil eno kravo. In potem je bilo še ful norčevanje iz tega. Just a fun fact. 13. Pazi tega, nos in ušesa sta edina dela našega telesa, ki nikdar ne nehata rast. Do leta 2015 je bilo na Japonskem prepovedano plesati po polnoči, jaz bi se gladko preselila. Slab plešem, ampak ne bi handlala, da ne moram niti plesati. V glavnem, to se je zgodilo leta 1948, takrat se je uvedlo, ker se je tam dogajalo ful enih nezakonitih stvari in očitno je ful pomagalo, ko so prepovedali ples. Ok, smo na polovici 15. točka. Nova Zelandija je v bistvu samo delček ene ogromne večje potopljene površine. To površino so potem odkrili, ko so začeli potovati v vesolje in so ga zlahka videli in so bili tako wow. In v bistvu to je zdaj Nova Zelandija, ti vse spodaj skupaj, ki pod vodo se pa imenuje pač Zelandija. V zadnjem času je ful govorimo o morskih psih, ampak moram spet nam reči, določeni morski psi, predvsem tisti okoli Grenlandije, baje živijo okrog 500 let. Pazi to, najbolj gadno je, ko svoje seksualne odraz, ko se temu reče, ko si seksualno aktiven, however, ne dosežejo do 150. leta starosti, si pa ti predstavljaj, da bi mogel to kdo občakati. 17. Vsi astronauti, ki hočejo delovati v kakršnikoli mednarodni astronautski zadevi ali pa bog ne daj potovati v vesolje, morajo definitivno znati rusko. Ok, 18. je taka, da paše na moj kanal. Na Kitajskem so možne poroke z duhovi. 19. Jaz sem očitno otrok globoko, se pa tam je ena najbolj zabavnih. Namreč mravlja ne more umreti od padca. Če me vprašate, je ta padec iz njej kakršne koli mašine, nima veze, namreč mravlja ima tako zgradbo telesa in svojega telesa pač, da ni važno, s kaj jo vržeš, nič ne more biti, ne da ne more umreti, ne more se niti poškodovati, tako da bi lahko neskončno spadala, pa bi bilo že ful dolg čas in na koncu bi lepo pristala in to je to. Fun life. 20. Ljudje preživimo približno 13% svojega življenja zaunavtani.
Ne vem, o čem to govorijo, ampak jaz ne. 21. Nekateri se ful čute, kako so določeni psi natrenirani, ampak što si da ves, psi se takole naučijo do 250 gest in besed. 23. točka, ta je name precej vezana, vam kuj povem zakaj, namreč 10 litrov korenčkovega soka naj bi nas ubil, ker naj bi nam expandal oziroma razširil možgane, možgani naj bi zatekali. In jasno, to ni dobro za nas, očitno bi umrl potem. Hočem reči, da je to mogoče zelo malo relevantno, ker sem včasih pojedla to korenje, ker mislim, da je bila keto dieta, kaj sem bila. Oboževala sem korenje, bila je moja edina sledica takrat in sem ga pojedla po 1 do 2 kg na dan. Žal ne, pač ptičik smo jih načeloma navajeni, da so cute, ker pač... Anyways, niso to cute, namreč če ratajo stradani ali pa res ekstremno lačni, ta vrsta ptičev začne jesti možgane. Zombi apokalipsa, ptičja zombija apokalipsa, sprav druge ptiče basically prebijajo dol, držijo in... Ok, to je bilo preč nazorno. Večina mogoče veste, kaj so katedrale, ja, pa potem nekateri ne veste, da imajo katedrale gargoyle. Ne vem, ko je to v slovenščini. Gargoyle, skratka, to so tisti kipi, ki so ponovadi neki psi ali kaj jaz vem, fakt. Jaz sem se učila umetnostno in sem vse pozabila. Skratka, Washingtonska katedrala nima kar enih teh zgodovinskih gargoyle, ampak ima Darth Vaderja. United States of America, Donald Trump, whatever. Ima več milijonarjev, kakor ima Švedska prebivalcev. Ok, tale je mind-blowing, pozabila sem pri kateri cifri, sem res upam, da jih bom dosti povedala. Tale je mind-blowing, ampak morate razmišljati v angleščini. Črka A se ne pojavi, v angleški je pisanje abecedi, torej če številke pišeš, se ne pojavi do številke 1000 oziroma 1000. Do 1000 se ne pojavi črka A. Zdaj pa preveri to. Ok, zato priznam, da je bila meni presenečenje, verjamem, da bo marsikomu od vas tudi. Torej, kamele naše drage, kaj shranjujejo v grbah? Unik sta rekel, vodo ste se zmotili, namreč to je samo mit, ki smo ga povzeli, ne vem odkje, to bi mogla dati v tisti video stvari, ki so nas jih naučili v šoli. Skratka, tam ne shranjuje vode, shranjuje maščobo. Ta naslednja točka bo najbolj všeč, kaj je solo, ne vem zakaj, zdaj ima 2 mini cute glodavca, ampak v Švici je nezakonito po zakonu prepovedano imeti samo enega morskega prašička, zaradi tega, ker so to družabna bitja in če imaš samo enega, je pač lahko depresiven in rabiš imeti vsaj 2. Ne vem zakaj, sicer to ni pravilo povsod. Predzadnja, saj upam, da nisem kakšno spustila, je to, da če kenguruju dvigneš repotal, revež ne more skočiti. Ne vem zakaj, ampak te repi so res pomembni pri velikih živalih. Še zadnja, ker kot veste, je povezana z Googlom. Vedno mi pa pišete, katere vi poznate. Itak bojo vse verjetno prišle na vrsto ali pa tudi ne. Skratka, današnja je, da v Google tipkate Google Gravity. Torej, tole napišete v Google in potem, nisem zihra, klikneš prvi zadetek ali drugi zadetek, ampak eden bo to prav in potem se nekaj zgodi, tako da enjoy! To je to zaenkrat, upam, da ste uživali, upam, da ni prekratek video, upam, da ni predolg video, rada se vam, se vidimo naslednjič. Aj, čau, radi smete, lepe praznike še naprej, srečno novo leto, ne vem, če se še slišimo, vidimo do takrat, skratka, I love you, bye!